Jaz sem Andrej. No, jaz nisem Andrej, jaz sem Vinko Möderndorfer, ampak sem napisal eno zgodbo o enem izmed mnogih Andrejev v naši deželi. No, in ta Andrej živi svoje družinsko življenje z očetom in mamo, edinec je, v eni takšni idilični podeželski pokrajini. Tukaj hodi v podeželsko šolo. No, potem pa se seveda nekaj zgodi. Oče in mati se ločita in seveda Andrej se z materjo preseli v čisto drugo okolje, v mesto. V mestu se vse dogaja hitro, avtobusi, avtomobili, pešci, ljudje se zaletavajo, hitijo, vsak po svojih opravkih, tako nekako nobeden nikogar ne vidi, nobeden nikogar ne zanima. Tako nekako je Andrej to doživljal. Ta mama v naši zgodbi je idealna mama. Sicer jezna na očeta, ker jo je zapustil, ampak vseeno. Z Andrejem se zelo dobro razumeta in mu je v maksimalno podporo. Andrej pa njej, ne? Skupaj pravzaprav dosti uspešno prebrodita ta kulturni šok, ne? Preselila da se pa k babici. Ta babica je ena super, perfektna, zanimiva, skulirana oseba. Ni mi treba posebej poudarjati, da babica obožuje svojega vnuka in ga seveda podpira, pa ne samo podpira, celo razume bolj kot mama. Mama je pač mora biti stroga. Tako da je ta zgodba pravzaprav tudi zgodba o 3 generacijah. O mami, o babici in seveda o najmlajšem vnuku in o sožitju. Najpomembnejša stvar, ki se v tej zgodbi o Andreju zgodi, je pa seveda ljubezen. Andrej seveda v mestu spozna svojo najboljšo prijateljico, Sonjo, ki pa seveda s časoma ni več samo najboljša prijateljica, ampak mogoče tudi kaj več. Tako da to je pravzaprav tudi zgodba o ljubezni, zgodba o prvem poljubu. Mogoče bo mladim bralcem ta knjiga pomagala kakšne stvari lažje razumeti ali pa mogoče najti odgovore na njihova vprašanja. Hkrati pa se mi zdi, da je pravzaprav se v šoli učimo ne samo pisati, brati matematiko, geografijo, ampak se učimo tudi spoznavanja drugega, človeških odnosov. Zato se mi zdi, da je ta roman o Andreju, se pravi roman Jaz sem Andrej, zanimiv pravzaprav za generacije, ki prihajajo. Pa mislim, da tudi za babice in tudi za starše.